Vse vas lepo pozdravljam v imenu Jezusa Kristusa. Ne samo mojega in tvojega osebnega odrešenika, ampak odrešenika vsakšega posameznika, ker je njemu to dovoli, ka po svetom duhu spremeni človekovo življenje. Ponovno smo zbrani v cerkvi, v domu, kjer se zbiramo z namenom, ka povzdignemo nebeškega Očeta. Kaj vas najprej pitam, kako ste kaj? Ali ste zadovoljni v okoliščinah, kjerih se trenutno nahajate? Ali so stvari, situacije, za kere si želite, ki bi slučajno bili nočične, drugačne? Kakoli ste odgovorili na vprašanja, znajte, ka Božja ljubezen do nas je brezpogojna in neizmerna. Bog se želi samo najboljše za nas, zato vas že zdaj spodbujam, ka ne glede na to, če ste trenutno dobro ali pa če ste najboljše, če smo najboljše, ka se ne delajmo žrtve. Ampak ka zavipamo samo njemi in se zanašamo samo na nebeškega Očeta, o katerem mu se še gnes naprej poučavali. Večkrat govorim o deli in pa situacijah, kere nastajajo v službi in znam, ka to večinoma že vsi poznamo, imamo takšne izkušnje in znamo, ka dostikrat je najbolj enostavno ostati miren v stresnih situacijah. Iskreno povedano, se mi nekako dejansko celo zdi, ka se mi kot kristjani večkrat dosti hitreje vrženi iz tira, kot pa ostali. To pa lahko sklepamo tudi zato, ker je poznamo resnico življenja, namen življenja, da nas probo šatan zlomiti na kakšen koli način in če zna, kad dokaj hitro skipiš na dele, kad zadosti hitro stira priješ na dele, da to tudi izkoristo in da ponico proti nam. Nemo se zdaj osredotočil na šatana, ampak bi rad že zdaj poudaril, ka nosimo vso Božjo opremo. Kera pa je, to smo že tudi ponavljali v lanskom in predlanskom leti, zapisano imamo v Efežanom 6. poglavje 14. do 18. vrstice. Stojte torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere, z njim bo se mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molite o duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen berite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Če smo torej opasani z vso Božjo bojno opremo, temu tudi lahko obstali, ne samo v stresnih situacijah v službi, ampak v vsakši preizkušnji v naših življenjah. Ne glede na to, kako šmetna de. In Bog nam je dal obljubo, kada z nami stalno in se posedi. Kako bolje še v tako enostavnih situacijah, ko so nekako, lahko povemo, del našega vsak dana. Ohranimo mirno srce, bojimo v molitvi, obdeli in se utrujujmo biti aktivni kristjani, ne glede na našo situacijo. Ne pozabimo na naslednje dejstvo. Ko je šatan namenil za zlo, mene in tebi, to lahko Gospod Bog naš obrne na veliki blagoslov. Tekst, ker ga bomo v tom gojne pogledali, smo že sicer obdelali pred nekaj mesece, ampak bi še vseeno rad ponovil tej tekst kot za istočnico za današnjo besedo. In lahko skupaj preštejmo dogodek iz Nove zaveze, zapisane v Markovom evangeliju 5. poglavje 24. do 34. vrstica. In tu imamo zapisano tako. Za njim se je upravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo.
ampak je bilo celo z njo slabše. Slišala je za Jezusa, med množico se mu je približala odzadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: tudi, če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil v množici in rekel: kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili: saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš, kdo se me je dotaknil? Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Leko se še pomolimo. Gospod Bog, hvala ti resnično za teden ponovno, ko smo lahko zbrani v tvojem domu v enem duhu. Gospod Bog, hvala ti za tvoje blagoslove, ko smo jih že doživeli v življenju. In tudi se molimo za naprej, Gospod Bog, ti nas ponica in ti nas blagoslavljaj, Gospod Bog. Resnično, ko bi šli lahko naprej korak za korakom, kot pravi kristjani, tebi predani. In Gospod Bog, tudi besedo, ker bomo gnes predelavali, Gospod Bog, tebe predajamo v roke in resnično deluje na naša življenja, ko jo sprejmemo in pa tudi živimo. Hvala ti, Gospod Bog, za vse. Amen. Amen. Poznamo dogodek in mislim, ka ne treba, ka idemo v detajle trenutno, ampak rad bi samo, ka pogledamo to besedilo kot eno celoto. Ta žena, ta ženska je bila aktivna v iskanju rešitve, v iskanju pomoči in ne obupala, dokler je našla ozdravljenje in to skozi Jezusa Kristusa. In prav to mi je dalo misliti, kako je ta žena živela. In če to prenesemo na krščansko življenje, bi lahko primerjali z aktivnim življenjem, kako bi naj živo vsakši posameznik kot kristjan. Konstantno v gibanje, v iskanje Božje prisotnosti, v izgrajevanje svojega znanja Svetega pisma, v molitvi in deli z jasnim ciljem na konci poti in brez, ka bi henjali, odnehali. In to so te značilnosti aktivnega kristjana. In rad bi, ko v tom gojni pogledamo, kako biti pravi aktivni kristjan. V tekstu ne je navedeno, ali je ta ženska bila navčena o vsej teh stvareh, ampak lahko sklepamo, ko so v tistem času imeli vsi vsaj nekšno znanje stare zaveze. Torej bi jo lahko imeli za verno osebo. Po moje niti ne bila prepričana, ali je kakšna možnost, ko bi jo ozdravila, je pa vseeno vložila celi svoj trud, vse, ko je imela, vse premoženje, ka najde rešitev. In kako smo že prešteli in povedali, na konci je to tudi dosegnila. Ne na takrat možen način, ampak je to rešitev, ozdravljenje našla pri Jezuši. Kako pa smo lahko mi takšni? Kako smo tako zdržljivi, neomajni, brez obupa, z jasnim ciljem pred seboj? Kako smo lahko ali kako naj gratamo aktivni kristjani? In jaz bi pravil, za te izraz biti aktiven kristjan so 3 glavne točke, kere smo si zdaj pogledali. In včasih prva točka je, mislim, dokaj očitna, zato, ker si aktiven kristjan, lahko povemo, moramo prebirati Sveto pismo. Torej, prva točka, prebiraj Sveto pismo. Dokaj logično za kristjana, bi lahko povedali, avtomatsko co izpada. In kot kristjani, služabniki nebeškega očeta, moramo priti do spoznanja oziroma do zavedanja, ko moramo imeti prioriteto šteti Sveto pismo in poslušati Božjo besedo in dobesedno spraviti Božjo besedo v naša srca in v misli, kaj lahko to nosimo kot meč proti lažem sovražnika.
Ker ti sovražnik želi stalno sejati vse mogoče laži v naše misli, nas prepričavati, da smo nekaj, kar je nejresen. Zato pa je pomembno, da imamo trden temelj na podlagi Svetega pisma. Zakaj pa je to tako pomembno? Odgovor na to imamo zapisano v Janezovo evangeliji, včasih na začetku, prvo poglavje, prva vrstica. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Bog je ta beseda. Ta beseda prihaja od Boga k nam v obliki Svetega pisma. Vse, ko nicamo za način življenja kot kristjani, imamo zapisano v toj knjigi in če upoštevamo, če uporabljamo tej priročnik, bi lahko povedali, za živeti, potem davljamo tudi Bogu prosto pot delovanja v nas. Torej, prva točka, smo pravili, je preberaj Sveto pismo. Potem naslednja točka, ker je pomembna za aktivnega kristjana, molimo in delajmo. Nekaj časa nazaj sem videl primerjavo dveh slik, kako sta dve deklini obe posadili enako seme rože v zemljo. In prva punca je šla, posadila seme v zemljo in se začela moliti. In to je bilo vse, kar je delala. Molila je se za blagoslov, za toga semena, kad je uspelo, kad je vzklilo. In je to čistak vrede, se mi nekako ne zdi napačno to. Potem pa imamo drugo sliko. In na to je bila druga deklina, ker je prav tako posadila isto seme v zemljo, ampak se je molila ob deli za uspeh toga semena. Torej je skrbela za to seme, zalevala, okupavala in vse, ko je bilo potrebno, ko je to seme vzklilo in uspelo, to, ko je čez čas, to, ko je čez nekaj časa prirasla v čudovita roža. Torej imamo dve sliki in nekako bi lahko povedali isti način obdelave, ampak je bistvena razlika v rezultati. In kdaj sem to videl, sem malo začel razmišljati, kakšne so bili občutki te dve deklin ob končnem rezultatu. Ko bi si misli je razmišljala ta druga deklina. Bog, hvala ti za dano vztrajnost in moč pri vzgajanju toga semena, kaj je leko to seme tako dobro in blagoslovljeno uspelo, tebi pripada vsa slava. Tako nekak, da umolimo in delamo ništerno stvar. Ko pa ta prva deklina, koliko je ona razmišljala ali pa molila. Bog, pa toliko časa se že molim, pa še itak nega nikšnega rezultata, še itak nega nikšne spremembe, še itak je samo v istom mestu, kot je bilo te, da sem ga posejala. In to me je spomnilo, ko je to pri nas kot kristjanih tudi večkrat. Želimo nekšno spremembo, nekaj dosegneti in se molimo za to, kar je nenapačno, ampak je to nezadosti. Bog je veselik, da se molimo za določeno stvar, za uspeh, da želimo napraviti nekšno spremembo ali pa napredek. Ampak vrvljate mi, kaj je še toliko bolj radosten, kdo on vidi, kaj je naše srce pripravljeno moliti in pa delati za to, hkrati, kaj se doseže sprememba. Imamo zapisano v pregovori 16. poglavje 3. vrstica. Gospodu priporočaj svoja dela in tvoji načrti se bodo uresničili. Je pa tudi resen, kaj večkrat ne moremo napraviti drugo, kako pa samo moliti. Ampak Bog se želi videti našo pripravljenost, naš stan srca in pa voljo do napredka, ne glede na to, kje smo ali ko delamo. Namreč z Bogom se lahko pogovarjaš kadarkoli, ker on posluša konstantno. On je neomejeni na naš delavnik ali pa urnik ali termine, koliko imamo, na naše dneve ali pa vikend. On je neomejeni tudi ne na kraj. Kdekoli smo, kdokoli, želimo priti pred Boga v molitvi, v pogovori, leko pridemo in leko to napravimo.
Torej, prva točka smo pravili je bila oko. Preberaj, šti sveto pismo. Potem druga točka smo imeli molimo in delajmo. Zdaj imamo tretjo točko, ne obupajmo. Ne obupaj. Zdi se precej, bi lahko povedal jasno, očitno, je to tretja točka. Ne obupaj. Ampak dostikrat je to dosti lažje samo povedati, kako pa dejansko udejanjiti. Včasih pridemo tako daleč in smo tako zlomljeni, potrti, izgubljeni, ko se enostavno predamo in obupamo. Enostavno izdihnemo. Gotovo, ne mrem več. Posledično tudi večkrat pripisujemo krivdo za ta ubogi in iščemo izgovore za naš padec. Enostavna resnica pa je, ko smo spadli za volo toga, ko ne smo upoštevali prvih dveh točk, o katerih smo se učili, ker smo ponovili. Ne šteješ svetega pisma, ampak se moliš in delaš. Do pa pridejo preizkušnje, ti pa nemaš božjih duhovnih temeljev, ker bi ti pomagali stati trdno v časi viharja. Ali pa šteješ sveto pismo, ampak si po domače povedano manjak. Se ne moliš dosti, ne si predan deli, ko ga upravljaš in posledično, ko se zgodi. Obupaš. O prvem znaki problemov, izzivov si misliš, pa ko mi vse pomaga to znanje svetega pisma, če pa se mi dogajajo slabe stvari. Že pa prišel, pa se na mene izdrol, že pa prišel, pa mi zakompliciral stvar po nepotrebnem. Ne je stalno tako enostavno. Tudi te, da upoštevamo obe zgornje točki, tudi te, da preberemo sveto pismo in aktivno molimo in delamo. Ampak da imamo v srcu, v mislih in življenju to pravo prepričanje in smo resnično aktivni v iskanju Boga in deli za njega, potem znamo, ko se Bog stalno poskrbi za svojo deco, za svoje služabnike. In glede na to, poglejmo, kako je Luka zapisal eno Jezusovo izjavo glede toga. Leko odpremo sveta pisma v Lukovo evangelije 12. poglavje, 22. vrstico do 34. vrstico. Gnez, dosti štemo. Pa to je dobro. Luka 12. poglavje, 22. do 34. Na to je rekel svojim učencem: zato vam pravim, ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Pomislite na vrane, ne sejejo in ne žanjajo, nimajo ne shrambe, ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi. Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec? Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za drugo. Pomislite na lilije, kako rastejo, ne delajo in ne predejo. Toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj bo vas maloverni. Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili, ne delajte si s tem skrbi. Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte v Boga ime. Naredite si mošnje, ki ne ostarejo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. In tu je Jezus tok učencem, ili dan, ko so tom bili, tok tudi non, direkt skozi sveto pismo pravi, ne skrbi se za to, ko boš džo.
In ko boš oblekel, zato ker življenje je več kot pa samo to. Ti dole pravi, kad če se Bog skrbi za ptiče, za travo in za rože, kad to uspeva vse, kad to vse to lepo oblečeno, koliko bole, da se poskrbi za mene in za tebe, za vsakšega posameznika izmed nas. Mi mislimo, kad nicamo nekaj in je očitno, kad nicamo to. Ampak znate ko? Pustimo Bogu, naj se poskrbi za to, ne pa mi sami. In pogledajmo se eno sliko, leko jo gordaš, pogledajmo se eno sliko, ker predstavlja Božjo skrb za nas. Sicer je napisano v angleščini, ampak vidimo Jezuša, ker drži enega medvedka plišastega in pa vidimo eno deklino, ker tudi drži plišastega medvedka. Ampak razlika je, kad ta deklina drži toga malega medvedka, za željo obdržati to. Bog, jaz sem to uroda, jaz se želim to obdržati, jaz nešem to opustiti. Kad se Bogin koreti zmevči to opistim, či preložim skrb inam. Bog pa pravi, zavipaj mi. Vidimo, kad drži za self nekaj dosti večjega, lepšega, bolj čudovitega za nas, kot pa to, ko mi že imamo. In ta slika točno ponazarja, kako se Bog skrbi za nas. Jezus se želi, kad njime popolnoma zavipamo, kad se ne vežemo na stvari in jih predamo njemi v molitvi. In da nas obdara s popolnim blagoslovom. In vrvem, kako vsi imamo to pričevanje življenje. Da predaš Bogu svoje življenje, svoje skrbi, se poskrbi brez dvoma. Zamislimo se malo nazaj na preizkušnje, ko smo jih dali skozi z Božjo pomočjo. Ali je ne Bog čudoviti? Bog je zvest tistim, ker imajo vero v njega, ker njemi zavipajo in predajo svoje življenja in te leko še telko bole trdno stogimo in njemu obipali, če njemi predamo vse in zavipamo. Prešteli smo 32 vrstico zdaj v Evangeliji. Ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. In poznamo to vrstico. Ta vrstica je bila vodilo naše cerkve za lansko leto. In vrvlenka ne samo za lansko leto, ampak je to namenjeno vsakšami posameznike izmed nas. Božja odločitev je spodnila. Ali si jo pripravljeni sprejeti v svoje življenje in ali si pripravljeni se prepustiti vodstvi Svetega Duha. In pa še tudi dodam eno stvar. Preizkušnje, viharje in stvari v naših življenjih, kakorkoli bi to poimenovali, so ne brez vzroka. Ne so življenje zato, ko bi nas zasagali, prestrašili, pa ko bi nam šatan samo povzročil nekšne nevšečnosti in nas probo zlomiti. In pa Bog jih ne dopusti zato, ko bi videli, videl, ali mi obstanemo, ali ne, ali mu spodnili. Sigurno se leko povem, ko so preizkušnje v življenjih pomembne, ko se skozi njih nekaj navčimo in postanemo še bolj stanovitni v duhi in v veri v Boga. Kajti Božja želja definitivno je, da bi se vsak spreobrnil in sprejel njegovo ljubezen. Ampak je tudi še druga želja Boga, ko postanemo odrasli v veri in trdni v duhi. To smo na začetku prešteli svetopisanski tekst o toj ženski, tudi ona ne obupala. Ampak je probala najti rešitev stalno znova. Ob vsakšnem padci je stanila in znova kljub vsem tem padcom. Je še stalno iskala rešitev in prihodnost. In dejstvo je, da je edina pravilna odločitev bila priti do Jezuša. Indri je ne dobila pomoč. Pravo, samo pri Jezušu Kristušu. Tako tudi v naših življenjih, draga cerkev, je pomembno biti aktiven kristjan. Kajti ne gre se samo za nas,
ko bi nam šlo dobro, ko bomo obstali v preizkušnjah, ampak se ide tudi za ljudi okoli nas. Moje mnenje je, kaj ne vsakšemi namenjeno biti veliki evangelist, kaj bi vsakšen mogel iti v Afriko, Azijo, Indijo in še ne vem koma vse, kaj bi bil v Bogu po voli. Znate, Bog nas leko in pa si tudi želi ponicati vsakšega izmed nas že v našem vsakdanju, že tam, kjer se nahajaš, te Bog želi ponicati. Kad smo zgled sodelavci, sosedi, sošolci, nadrejenimi, tudi podrejenim, staršem, našoj deci, vsakom delu našega življenja in tudi ne glede na to, kje smo, moramo biti vzor. Bojmo luč drugim, kot je bil Jezus luč. Zato je pomembno, ko smo aktivni kristjani. Zato je pomembno, ko preberemo Sveto pismo, imamo prave duhovne temelje v življenje. Ko aktivno molimo in delamo, istočasno se razvijamo kot kristjan in pa ko ne obupamo. Bog poplača trud vsakšega izmed nas. In zaključim še z vrstico zapisano v 5. Mojzesovoj 29. poglavje, 8. vrstica. 5. Mojzesova 29:8. Držite se besed te zaveze in jih izpolnjujte, da boste imeli uspeh pri vsem, kar delate. Ostanemo v Božji besedi in se držimo tega, ko nam naroča in nam daje obljubo, ko bomo uspevali v vsem, če se predajamo njemu. Seveda pa se je potrebno pustiti voditi od Svetega Duha, ko nam pokaže, kje nas želi ponicati. Amen. Leko še vsi skupaj što leko gor stanemo in se združimo v zaključni molitvi. Ja, Gospod Bog, hvala ti resnično za to besedo, hvala ti za to, ko nam ti želiš povedati skozi to in nas ti upominjaš, ko pridemo nazaj k tome dejstvi ali pa delamo proti tome, Gospod Bog, ko resnično začnemo dole šteti aktivno tvoje besedo, ko se izgrajujemo za tvojo besedo, Gospod Bog, in gradimo te trdne temelje, ker so potrebni vsakšnemu posamezniki, Gospod Bog, ko obstanemo v preizkušnjah in pa v stvarih, ker da nam neprijatelj postavimo proti, Gospod Bog, in pa daj, ko bi lahko molili in aktivno delali, Gospod Bog, resnično, ko bi bili trdno postavljeni na mesto in šli naprej, resnično v molitvi, vsakši dan znova, vsakše situacije, Gospod Bog, ko bi lahko ljudje videli spremembo v nas, ko bi lahko videli nekaj nočeg v nas, ko bi lahko videli to luč, ker si ti postavil na to zemljo z razlogom, Gospod Bog, in daj, ko bi lahko bili tudi vzgled s tem, ko ne bi obupali, Gospod Bog, ampak ko bi resnično iskali zatočišče, navdih resnično pri tebi, Gospod Bog, in se ne predali do konca, Gospod Bog, dokler se tvoja obljuba ne izpolni, Gospod Bog. Hvala te resnično za vse, ko ti daješ naše življenje, ko se ti skrbiš za nas, za vsakšega posameznika. Amen. Amen.